Dobro jutro. Banke nemam banke, ja. Mediji so juhej, ne, mediji dobro delajo za nas. Dajte mi povedati, v kateri točki smo se mi ljudje spet odločili, da bomo medijem verjeli brezpogojno. No, v kateri točki? Kajti prvi beograjski pokol, drugo klanje in zdaj tretji pomor v Srbiji, vse to je zdaj sproduciral kdo že? Valjda mediji, ne? Medijem zdaj naenkrat zaupamo, ko gre za šokantno novico tu blizu nas, ne? Zdaj verjetno Rusija nas ne gane dovolj, tako da dajmo kaj bližje pritisniti, ne? Pa da ne bo pomote. V dobi informacijske vojni moramo biti previdni pri čist vseh stvareh. Mi se učimo že več časa, ne dovoli, da zunanji vplivi vplivajo na tvoj notranji mir. Kaj počnejo mediji? No, točno tako, da se mi ukvarjamo, razmišljamo o tem in tako, kako je to grozno, kam gre naša mladina, kaj je v šoli, no pa to je pa res grozno, pa to zdaj treba ovo in že ljudje sami sebi nagruntajo scenarije. Pri nas v Butalah imamo eno tako, pa saj najbrž nisem butalska, zjutraj v Fabrko, 6:00 pride informacija, ponoč je strela treščila v transformator. No, do 2 popoldne, ko ljudje zapuščajo Fabrko, je že jasno, da je ubila strela Francetovo mater, ne sem treščila, ubila jo je in to se celo ve, od katerega Franceta mater. Ne? Tako da ta rekla kazala telefončki sem in kem se tudi po spletu vrtijo, ko hočem reči, ljudje se s tem ukvarjajo, kako in kaj. Ampak še enkrat, informacijo je sprovedel mainstream, ne? Če bi bila stvar, ne bi bila v interesu, da pride ven, pol pač ne bi bila v medijih, ne? Ker mediji niso še čist nič črhnili niso prav nič o tem, kako propadajo njihove banke, ne? Pa je bil včeraj cel lom in zdaj je petek 5.5., kjer imamo lunin mrk, kdaj že, ne vem, v kateri uri, pa nekaj v Škorpionu, pa tako zdaj, se pravim, jaz sem ribič, toliko dam jaz na ta zodjak, kakršen ga zdaj poznamo. Tako da jaz na te stvari prav dosti ne dam, zdaj med sončnim mrkom, ki je bil kdaj že nekaj konca aprila, pa med tem luninim mrkom naj bi bili spet odprti portali. Zdaj portal ni nič drugega, kakor noter vse do srca prideti, pa s temi mislimi rešiti, pa nekako se skalibrirati. Zunanje sile, sem rekel, delujejo na nas, zagotovo, ampak ne bi na tem stvarem dajal posebne teže. Tako, ko ne dajem posebne teže temu, da je dol v Beogradu nekaj. Tako, ko nisem dajal posebne teže temu, kako je Rusi, prorusi, Ukrajinci, ovo. Ko pa je vendarle jasno, da Rusija je nepremagljiva in da ne bo pustila, da jo nekdo ščika. Dejstva nam pa kažejo, da je pač Rusija bila obkrožena z bazami NATO vojske. Nič drugega, kada se človek počuti ogroženega, kaj ne? Hotel sem to reči, no, mediji ne jim verjeti, ker jim ni za verjeti, prav nič nikoli ni bilo in tudi zdaj ne vem, zakaj bi naenkrat začeli verjeti. Previdno, ne? Ne dovolite, da zunanji dejavniki vplivajo na vaš notranji mir, ne? Dan se začne vsak dan znova in vsak dan je dan novih priložnosti, da mi začnemo razmišljati o sebi, kaj je za skreirati v današnjem dnevu, kaj so naše želje, kaj nas privlači. Veš, tisto, kaj morati, ta je že malo tako za lase privlečena, ne? Morati ni treba nič, prav nič ni morati, razen tega, da skalibriramo sebe, to pa je morati, ja, in svojo sebe umiriti ali pa dvigant vibracijo razumevanja 5. dimenzije. Sej prispodob je mnogo, tako da ne zdaj se haklati, vse sort je slišati zavajanja vaka in onaka.
da zdaj pa tisti, ki razlaga o visoki vibraciji, je pa false prophet. Ni res zaradi tega, ker visoka vibracija je, ja, hitro razmišljamo. Mi smo ene vesoljske ladje v primerjavi za te morone, ki nas obkrožajo, ki smo jih imenovali narcisi. Ljudje, ki sodelujejo s sistemom, so zakreditirani, plačani, zapufani, ono in morajo sodelovati s sistemom do ta zadnjega. Ampak za te ljudi, ki so do zdaj špilali ignoranco, za te ljudi, ki zapirajo oči pred resnico, pred, bom rekel, porazom kabale, neverjetno je, da se nas tako malo veseli, a ne, propada kabale. Drugi ne, da se zdaj žalostijo, ampak so v nekem takem čudnem pad položaju, ne upajo ne naprej, niti priznati poraza. Ne. Zato je taka res zanimiva situacija v svetu, ampak ja, sej je prav, da je prišlo do tega. No, kaj sem hotel reči, to je neke visoke vibracije, ja, pa mi smo za njih vesoljska plovila. To je tudi ena izmed interpretacij, ne. Mi smo za njih ultra hitri, ultra odprti, ultra inteligentni, ultra duhovni, ultra na vseh nivojih v primerjavi z ranjenimi polži, ki imajo samo eno vizijo, narediti čim več škode na vašem vrtu. Ti to oranžni polži, ne, če se jih spomnite iz preteklosti. Letos niso nič preleteli z neba. Ampak sem bil jaz teoretik zarote, ker sem rekel, tole ni naravno. Ne, ampak dobro, okej, sej je prav, da smo bili teoretiki. Mislim, teoretiki zarote smo vesoljska ladja, ne. Zdaj pa to se lahko čuje, da smo prepotentni, ampak ni res, nič nismo prepotentni, oni so vedeli, da smo mi vesoljska ladja, zaradi tega pa so se priklapljali na nas, in nas izčrpavali in nas vlekli nižje, da nismo mogli poleteti v času nazaj na tak način, kot bomo zdaj kolektivno poleteli. Ne, kam? Nizko? Ne, ja, visoko, ne, valjda visoko moramo vibrirati, ne. Tako da zavedimo se mi svoje lastne veličine, res čakaj, kako sem že napisal? Bistvo definiranja lastnega sebe je, da se zavedamo, kaj smo sposobni mi početi, delati, misliti, ustvarjati, kreirati. Ne da v bistvu definiramo sebe, kaj znamo, ampak kaj smo sposobni. Torej je treba vključiti še marsikaj drugega kot, bom rekel, surovo ali pa osnovno znanje neke splošne izobrazbe zajčnika. Ne? Bistveno več imamo in, bom rekel, plovbe tega vesoljskega plovila smo se mogli naučiti sami. Ne? To smo se pogovarjali, mi vsi smo samouki in le naučimo se biti v miru, naučimo se prepoznati in odbiti tisto, kar nam ne pripada in vesoljsko ladjo pravzaprav rešiti pred tem, da so nam ustvarjene luknje, kjer nam energija iz ladje pušča. Ne, če naredim en tak zaključek vseh možnih interpretacij, ki sem jih do zdaj sklobasačil, če čem tam tako reči. Začeli smo pri medijih, od kdaj jim verjamemo in da v bistvu ne moramo verjeti nobenemu, še najmanj njim, ne? Ker pa je med glasniki luči mnogo tudi še vedno prikritih gurujev kao, ne? Guru, to je tudi ena taka bedarija, ne? Se moramo zavedati, kaj že, da so informacije tudi od zunaj lahko, tudi z drugega vera, lahko zavajajoče. Spomnite se, koliko datumov nam je bilo že obljubljenih in tako. Dostikrat si tudi jaz želim, da bi ti datumi kaj držali, pa ne držijo, ne. Pa sem si želel 1. maj, da bi bil tak res ruska razglasitev zmage, pa se ni zgodila, ne. Pa sem si želel banke že kdaj, da bi začele padati in so, ne, in one so v rušenju. Zdajle je res kar nekaj njih
izkazalo krute free fall, se temu reče prosti pad, ne, na grafih imaš dol padec. To, kar smo gledali v letu 2008, je bil vse skupnač, ne, kar se tiče poka bančnega mehurčka. To zdaj le bo pa zaropotalo, ker gre na globalni ravni denar uvija vaja. Nekje v ozadju so že države, ki so združene v BRICS, torej Brazilija, Rusija, Indija, Čajna in Saudska Arabija, so prevzele moč nad močjo petrodolarja, ker včasih nazaj, še pred kratkim, je bilo mogoče nafto kupiti izključno v dolarjih, ne, zdaj pa te stvari se malo obračajo, ampak mediji o tem nič ne govorijo. Tudi ne govorijo o 31, 49, 51 odstotnih padcih delnic bank, ker pač ne, ampak nekako nam pa že postaja jasno, pikica, da itak zlato, ta SWIFT valuta ni bila že dolgo ne. Kdaj? Od 1920 ali nekaj takega, 1950, nekaj takega, ta SWIFT valuta ni vezana na zlato, ne, oziroma na nič materialnega, vse to so papirčki naprintani in čas je, da se razpadejo. Zakaj? Zato, ker pri denarju se vse začne in pri denarju se vse konča, ne? In denar je izvor vsega zla in vse poti zla vodijo v Vatikan. So vodile, mislim. Zdaj, Vatikan, ne vem, kva nekaj bolj dolg čas, nič kaj dosti ne slišimo od tam. Ja, valjda, da ne, se tudi mediji pa tudi ne morejo si kar v eno zmišljavati stvari, ne. Zdaj imajo delo s tem, da nas probajo plašiti, ne, plašiti kaj da bo, ne, da jutri lahko tudi nekdo drug kar pride eden pa vas kar zakolje. A vas je kaj strah? No, kar, veste, to so psihopati, ne, to ljudje so grozni, ne, ljudje so krvoločni, ne, niso spsihirani, ne, to ne, ampak nima veze, kdo jih je spsihiral, kaj jih je pripeljalo do teh psihoz, ker mi smo se že pogovarjali, kdaj se bo komu spipalo, pa se ne. Zakaj ne? Zaradi tega, ker tisti, ki vidimo, tisti, ki razumemo situacijo, ki spremljamo, kaj se dogaja, probamo razumeti, mi smo že definirali, da maščevanje nima nobene, da maščevanje ni rešitev in da smo v sebi že najdli ta zvezdni prah milosti, blaženosti in smo definirali, da nasilje ne reši ničesar in da zadnjo vojno rešuje ljubezen. In ljubezen je tista, ki nas vodi, in zaradi tega vemo, da v bistvu mi sami sebe ne bomo. Ti, ki so pa primitivci, ignorantski narcisi, sesavci, a ne, oni se pa so v bistvu, smo definirali, majhni, boječi, prestrašeni, kadar so združeni, so močni, razdruženi pa niso močni. In ideja te korone je bila tudi samo karantena, izolacija, razdružitev teh organizacij. Smo se že pogovarjali, nimajo več lepila in njih nič več ne druži skupaj in njim se ne bo spipalo, ker se jim nima od česa, ker njim je vse v redu. Ne? Vse se nič ne dogaja, ne? Ali je kaj tacga, da bi človek mogel kaj znort, ali kaj. Tako da sploh ni nevarnosti, ne? Se zastopimo. Nevarnosti, tako kot nam probajo vcepati, ne? Zdaj mogoče ta scena s temi poboji bi bila mogoče edina logična razlaga, da bi kabala želela ljudi razorožiti, ne? Na tak način se ne bi nihče mogel upirati, ampak naša orožitev, a ne, je pa knowledge, znanje, pa ne samo znanje, ampak consciousness, torej zavest, zavedanje. In zavedanje je z roko v roki z awarenessem, torej pozornostjo, kaj se dogaja, in zavedanjem, kakšna situacija je, in zavedanjem, da mediji lažejo in da smo mi vesoljske ladje. Vse to spada v koncept zavedamo se, kaj in kdo smo. Ne? Smo rekli že kdaj, da nismo papki.
padli dol kot kamni iz neba, dup in zdaj rolling, vrti se tle, mi te bomo pa še brcali, so si zamislili. Ok, te banke zdaj za sabo potegnejo kar nekaj, predvsem je smiselno razmišljati, da ljudje so bili za svoja dejanja, kar so počeli in zato, da molčijo, plačani, bili so nagrajeni, s tem denarjem so si kopičili svojo vrednost, gradili so svoj lažni ego z velikimi imam, lahko si privoščim in niso več vedeli, kako bi se presaravali. Na drugi strani pa ljudje niso imeli niti za jesti, pa to je bila tudi ideja. Ko njihov denar ne bo nič več vreden, ko bodo ugotovili, da ga ne morejo niti dvigant, ker banke nimajo one papirčko, da jih dajo nam vsem. Če bi zdaj se mi odločili vsi dvigant denar, ga ni, tudi pri nas banke padejo. In mogoče nas bodo prisilili, da bomo šli zdaj vsi na bankomate, podvigani kaj imamo in bodo padle še slovenske banke. Vsem odne se pa nas čaka, saj ne vemo. Ne vem, ne bom polemiziral ali pa tako politiziral, kako se temu reče. Ampak možno je tudi to, ne? Kaj pa vemo? Ja, in denar, ko ne bo več vreden, bo ostalo na mizi kaj? Ne? Morala, etika, vrednote, človečnost, ljubezen, spoštovanje, sodelovanje. Ali bo ostalo njim na mizi, v bistvu bodo ostali goli in bomo videli, da so za časa svojega življenja razprodali prav vse te vrednote, ki sem jih prej naštel. Da v bistvu nimajo prav nič več v sebi. In na tak način si lahko tudi razlagamo brezdušne školjke, ljudje, ki so dušo prodali svojemu gospodu, ne, svojemu Bogu, vedeli ali ne vedeli. Častili so Satana, denar je root to the evil, ne? Denar je korenina zla, ne? So korenine do zla. In plan belih je to lepo zaračunal, kar pri denarju jih počmo, ne? Če so pri zdravju pa pustili, pa pri denarju ne bojo, ne? Ali kaj? No in tako, mi je všeč, no, da se banke sesuvajo, skratka, napovedan nam je črni petek, a je to res ali ne, ne vem, napovedi so klinc-klanc, mislim, nočem se jih dotikati. Včeraj sem prisluhnil Vedranu, ne vem, če spremljate, jaz ga ne poznam, dobro temo je odprl, Artificial Intelligence, kako umetna inteligenca kreira mnogo objav, ne, se pravi, on skreira novico in roboti, roboti, no, niso fizični roboti, ampak programski roboti, se delujejo, kot da so ljudje, in tudi komentirajo na objave in tako, da izgleda, kakor izgleda. Bodite pozorni, niso za vsako objavo realni ljudje in nima se smisla z robotom kregati. Boljše, da kreganje sploh umaknete iz seznama, iz stoične drže je pa prav, da se naučite komu v ksiht povedati, da naj se odpiči. Ne? Zdaj imam en tak zanimiv primer. Nekdo je napisal, da sem narcisoiden zaradi tega, ker opozarjam na narcizem. Ne? Kaj ni noro. No, ampak to je živ človek, poznava se v živo že dolgo časa. Ne? Mislim, kako imajo ljudje še vedno napačno predstavo. Moja ideja, da to govorimo o narcizmu, je to, da se ga zavedamo, da je največji virus, da ga prepoznavamo z vseh kotov, zaradi tega, ker ima 1000 mask in milijon mask, kaj so in koliko. In bistveno je, da ga prepoznamo, ne? To je master of the master. In ko ga bomo prepoznali, ga bomo znali tudi dosti zgodaj odstraniti iz svojega življenja, iz svoje bližine, oziroma se od njega distancirati barem na mentalnem nivoju, reči, ajde, čau, to mene ne zanima. Sej narcisu, če ne pokažeš interesa, je vse super. Ker on išče pozornost, ne? On hoče biti v centru pozornosti, ne?
In če mu ti ne daš mu ne vrneš te usluge, da je on v centru pozornosti, pol on je malo, zdaj ne vejo, ali bi bolj na silo, ali bi bolj zgubljeni so, kadar ne dobijo tega, kaj želijo. Vendar smo se mi pogovarjali, da je precej podobnosti med narcizmom in v bistvu žrtvami narcizma, in žrtve narcizma tudi iščejo, ampak ne pozornosti, temveč podporo, iščejo pomoč. Tako da dajmo razumeti, kaj je iskanje pomoči in kaj je iskanje pozornosti. Narcizem je bil zelo prebrisana in zelo pretkana stvar, ki se je vcepila v ljudi, takoj ko so dobili za to še kakšen dinarček, bili za svoje delovanje nagrajeni in so pridobivali znanje, kako in kaj igrati. Dajmo se zavedati, da jih imamo, da so zraven, da smo pomešani tudi žrtve in nekateri že pogumnejši vmes. Najbolj pomembno je, da nikogar ne pustimo zadaj. Ja, to je najpomembnejše, zaradi tega sem jaz pripravljen z mnogo ljudmi dolgo vztrajati, čeprav imam že svoje predpostavke, pa kljub vsemu z ljudmi še vztrajam in jim dovolim, da prihajajo v mojo, bom rekel, komunikacijsko bližino na tak ali drugačen način, prav zaradi tega, ker sem pripravljen prav vsakmu pomagati. In to je lastnost plemena. Pomagajmo si, drugi nam ne bojo. Mi smo tisti, ki si moramo med sabo pomagati, razumeti, razložiti, pokazati. Ne vemo vsi vsega in prav je, da si med sabo delimo takšna in drugačna znanja. Napisal sem še, da se ne obnašajte, kot da ste majhni, to je prej, ko sem o vesoljski ladji govoril. Mi smo kreatorji, resnično kreatorji svoje lastne realnosti. Ja? Naša realnost je nič drugačna, kot jo mi definiramo. Ja? In če bi živeli na samotnem otoku, bi bila stvar vrlo enostavna. Dokler pa imamo mi v dnevu, ko zakorakamo iz svoje, bom rekel, tega otočka miru, bom rekel, iz svoje hiše, iz stanovanja, zakorakamo med ljudi, ali pa tudi s telefoni. In zdaj ljudje nam narekujejo, kaj in kako, pojdi, naredi, nariši, pripravi. Tem vam pošiča, puste me primer, jaz imam svoje stvari v glavi. In te prioritete, ki jih vi definirate, jih ne sme zunanja sila nobena na glavo obrniti. Jaz se spomnim, pred časom sem en tak dan rad bi to in ono, nekaj kaj svojim snemal ali brskal ali iskal, pa se je nekdo pojavil, pa je rekel, dej bež, greva ke. Pa sem rekel, joj stari, pa tako sem si nastavil dane, ne bi, veš. Ja, dej, moraš malo zamenjati okolje, pa tudi malo to. In jaz sem že bil takrat v tem raziskovanju, ko je bem ti, le kako me vleče zdaj na neko drugo potko in pod pretvezo, da meni bo to zihar dobro delo. Pa kako nekdo drug lahko upravlja s tem, da ve, kaj vi rabite. Ne? Mislim, zdaj, če bi mene nekdo za nasvet vprašal, lahko povem, kaj je bistvo. No, pa se tudi, če me ne vprašajo, jaz to že probam na glas povedati, zato ker to so splošna pravila človeškega bitja. Ampak kje je kdo in kaj kdo kdaj potrebuje, pa ne more nihče narekovati. Zaradi tega, ker ta prehod v samega sebe v višji nivo ali pa v mirnejši nivo, da se ne bomo narobe razumeli, je intimna in osebna stvar in kdo si ga vedi, kje se je kaj začelo in kje je sploh konc, bom rekel, te širine zavesti. Je pa vsak dan večja in vsak dan bolj smo lahko pozorni na drobna sporočila, ki se pojavljajo pred spanjem, med prebujanjem. Bom rekel, v vsaki stvari je
signal, v ptičjem petju, v oblakih, v vetru, v pasjem obnašanju, vse povsod so signali. Ne? Recimo, kadar se Lucy dvigne repek, pa tako začne mahati, to pomeni, da pa tam vidim nekega človeka, to je vem, da je to v redu človek. Ne? On je v redu. Če pa ga ona ignorira, pa on ni energetsko v redu. In če gre godba mimo, pa se ona začne trest, pol to meni nekaj pove, ne? Da najbrž godba ni v redu. Ne? Pa saj smo to že obdelali nekaj zanč, nimam proti nobenemu ni nič, ampak kljub vsemu. Ne? Lucy zazna stvari in zdaj jaz sem pozoren na Lucy, pa svojim zavedanjem ukomponiram in dobim odgovor, ki je kar ta prav. Zakaj? Nekako nismo si tudi mi upali priznati, da je vse na tem svetu narobe. Pa ne more biti vse narobe, to je še nekaj pa ziharja prav. Prevara je bila tako velika, da je narobe prav vse. Pa smo si rekli, joj, pa je pa tudi narcisi so, ja. Ampak nisi noben od nas predstavljal, kako velik procent in kako zelo močan mora biti človek, da se prebije čez vse njihove floskule, njihova zavaravanja, izpeljavanja na stran pota in srkanje energije. Ne? Zdaj en tak checklist je, bom ga poiskal mičkim kasneje, ne bom, ker zdaj ga bom. Checklist za, recimo, kako funkcionira narcis s svojim zaplinjevanjem, zamegljevanjem. Ne? Recimo, kako veš, kaj je signal zaplinjevanja, gaslighting? Sem hecel sem se, to je ta prva, ja, veš. Jaz tega nisem naredil, to je klasična narcistična. Ti si tudi nekaj predstavljaš. To so njihove zgodbe, tretja izmed njih. Četrta je, ti si bil tle z nami takrat. On si kar zmisli, da si ti bil tam, pa čeprav nisi bil, ne? Ja, sem tu že čas nazaj, pa se ne spomniš. Nekaj si spil. Ne, se posebej pa res ne spomniš. Veš, oni grejo tako daleč, da ne veš točno, si Mateja, si muku-puku. Ne, res bolano. Ti si predstavljaš stvari v glavi, ne bo tako občutljiv, imaš ti tudi neke svoje privide in ti se kar nekaj jeziš na nič, kar na nič se jeziš, narcisti, veš, on te prca, ti popizdiš in ti reče, daj se pa tudi na nič, kar nič, ti pa se pa razburjaš, si pa toliko občutljiv, ti imaš kar neke predstave v glavi. Pa še ta je bolana, stari, ti rabiš pomoč, ta je tudi njihova brisana. Daj pomoč si poišč. Prav tako. Ampak zmeraj je nekaj okrog tebe, to je tudi njihova dobra. Ta je tudi, no. No, pa smo spet tle. Veš, kaj pije, ti popizdiš in rečejo, on ti odgovori, no, pa smo spet tle. Torej si spet ti problem, kaj ne? Noben te namara, to je njihova, veš, Turšič, pa se te noben namara, mene to je ena beba prebila, daj se vam režijo, da te noben namara s tem tvojim razmišljanjem, ne? Hudo dobro. Tudi jim je dobro, da jaz nisem nikoli tega rekel, to pa jaz nisem rekel, to pa jaz nisem rekel, ne? Pravijo tudi tako, da če pride do neke zgodbe, do razkritja, tle so oni precej občutljivi in ti takoj prebije, to ni res, laže, to ni res, laže. Da nima časa za te stvari reševati, to je tudi zaplinjevanje. In to zadnja izmed tega v tem checklistu je, zmeraj narediš kakšno dramo okrog nič. To so tehnike njihovega gaslightinga, da izklizne iz situacije, ki ga ti že malo dobiš. Ampak če mi poznamo te njihove strategije, jim lahko takoj narediš nazaj, kad ti on reče, nekaj, ali pa recimo, jaz nisem nikoli tega rekel. Dragi moji, jaz imam spomin bistveno boljši, kot si ti misliš, in nisem zlata ribica in jaz sem mnogo bolj bom rekel, imam kapaciteto pomnjenja. Jaz vem, kaj sem rekel. Jaz vem, kaj si ti rekel. In ne me drsati.
rekel si to takrat, tam in takrat tudi. A je prav? Jaz sem zadnjič enega tako za dobu. Hop, sako ne me hecat, stari, ko vem, stari, tam, pa tam, stari. Kaj zdaj? Katera zdaj? Ja, pa tu ni res. Kaj ni res, stari? Zdaj je bila situacija, zadnjič je bila, od zadnjič jo pa tudi imam. Vse tri so prevedljive. Kaj zdaj? No, in smo zamenjali temo. Kam bežimo z te teme ven? Nazaj pojmo, zakaj se to počne, a ne? In kozi rok je bil zaključen. Ampak jaz sem pripomogel svojo integriteto njega odpeljati v pritisk. Če se spomnite, jaz sem rekel, umaknite se od narcizma, umaknite se od toksičnih ljudi, nimate šanse. Ampak tudi takrat sem rekel, v začetku, ko bomo mi trenirali kaj in kako, pridejo pa te, bom rekel, klofute, ko bomo mi znali kaj in iz katere strani. Mi moramo mi moramo obvladati stvari na 100%, poli gremo pa ne tepst, ampak po ušesih, z gobcem. Tako, ko so oni z gobcem naredili škode še pa še, mi smo samo mislili, da smo vsi ljudje približno glih, pa to zagotovo ni res. Tako, oprostite si, da ste v življenju sprejeli manj, kakor ste si zaslužili. Ampak ne dovolite, da se to zgodi še enkrat oziroma nikoli več. Okay? V smislu, sprejeli ste premajhna plačila, sprejeli ste, bom rekel, to zaničevanje, poniževanje, manj vrednost ste sprejeli, pa ste rekli, ja, morda pa se on ima pa prav. Ampak zdaj, ko smo prepoznali, kdo in kaj smo, našo veličino vesoljske ladje, resnično smo mnogo magnificent, sem govoril. Zaradi tega smo bili vredni, da se nas pije, ker je bilo iz nas kaj izpiti, a ne? V nas je. In tist, ki se ni prodal, je čist polhen. K čebelica, polna cvetnega prahu. Ne? Tako da ne dovolj, da vam drugi razlagajo, da ste majhni. Ne? Veliki smo mi, nič bat. Pa to ni egocentričnost, to je samo zavedanje. Kdo si? Narcis bi pa rad bil pomemben, pa ni, ker je v bistvu en butl. On je ozko usmerjen, bi rad bil pomemben na osnovi ozke usmerjenosti, a ne? In bi te rad pelil lulat čez vse. Žejnega čez vodo, ne? Bučko ti. Pada banka in pada ego, začelo in končalo se bo pri denarju. Ja, to je še ena bila izmed alinej. Ja, to je v bistvu za danes to, mogoče še tlele imam eno, da prevarantje vam pogosto očitajo, da varate. Lažnivci mnogokrat vas obtožujejo, da vi lažete. Nesigurni ljudje vas delajo nesigurne, točno s tehnikami gaslightinga. Bodite pozorni, kako vas ljudje tretirajo. To je samo refleksija, torej odsev tega, kdo v resnici so. In če smo pozorni, awareness, pol jih prepoznamo in se lahko dovolj zgodaj začnemo umikati, pripravljati na, bom rekel, napad, ali pa mogoče zdaj te stvari, bolj ko smo strenirani, te stvari postajajo patetične, postajajo v bistvu na koncu že kar malo smešne. Kako so primitivni, najbolj noro in pri tej stvari žalostno pa je, da ne nehajo. In si ne znam predstavljati, kje se vse skupaj ustavi, kje se stvar konča. A je to res špaga, tista stvar, ki jih bo pripeljala, ki jih bo ustavila. Ja, evo, tako je, tle sem si napisal, bodite pozorni, kaj izžarevajo, ne kaj govorijo. Prav. Tlele vam stisnem sem še tole, zato ker jo moram, ker to je zelo pomembno, ne zaradi vas, ampak zaradi tistih, ki si ta posnetek ogledujete 2 meseca kasneje. Okay? Ker te stvari so še zmeraj pomembne, subscribati se je treba, nekaj, če hočemo kaj bolj za zares narediti, tudi skupaj želim si kaj več, bom rekel, povezovanja, sodelovanja v kontekstu
pripravi mi tekst, pa ga bom prebral, pa bomo skupaj naredili eno knjigo, kaj bi bilo smiselno. Pošli mi zgodbo, da jo lahko preberem, kar bo nekomu to postal življenjski vodnik in tako naprej. Jaz pač razlagam svojo vizijo, zagotovo pa je to samo ena izmed projekcij, ki je na tem svetu, vsak ima svojo projekcijo in več projekcij skupaj, ki je, lepši je ta film, ne, za vse. Želim vam, da izkoristite dan, da se držite v miru, da zdaj lažje sezujete čevelj pa bosi zakorakate. Tudi temperature so že bolj prave, da se fliknete v vodo, vikend je pred nami in dajte ga izkoristiti. A ne? Uživajte močno zelo in se valjda kako pa drugače, kot pa vidimo. Ajde, čau vas!